Gotovo ga vsi poznate, ni neznanka v slovenski javnosti, niti v slovenskem gospodarstvu. Pokriva ali pa izkušnje ima pravzaprav iz treh dejavnosti, gospodarskih dejavnosti, tako z industrije, kot z nepremičninskega področja in seveda v zadnjih letih, zadnjih 2 letih, dobrih pa tudi iz turizma. Namreč zaljubil se je v Spečjo lepotico, kot pravi, to je v Postojnsko jamo, in zdaj posveča, pa ne samo nje, svoje srce in seveda tudi svojo glavo, da bi to lepotico prebudil, tako je prebudil seveda že tudi svoje prejšnje dejavnosti, v nepremičninah in v industriji. Gospod Bartagel je dobil tudi že več nagrad, tako gospodarske zbornice, kot obrtne zbornice. Lani pa je bil imenovan za kandidata za Slovenca leta pri časopisni družbi Delo. No, veliko priznanje, več bo seveda o sebi in svojem delu tudi on povedal, kaj ga žene, zakaj je uspešen, zakaj v obdobjih, ko pravzaprav preživljamo krizo, kako se on z njo obvladuje in kakšne vrednote ga vodijo pri vsem tem delu. Današnji večer pa bo moderiral Matej Kovač, tudi izkušen gospodarstvenik, deluje v državni upravi za gospodarstvo, lovil je tisto plaho ptico, ki se ji reče kapital, da bi jo pripeljal v Slovenijo, v slovenske naložbe, zdaj pa pravzaprav sam prenaša znanje in kapital pravzaprav tuje države, pokriva pri Just Softwareu delovanje te družbe izven Slovenije, na hrvaškem, srbskem, turškem in ne vem katerem trgu še. Tako, beseda je vajna in seveda potem tudi vaša za vprašanje. Tako, lep večer želim. Hvala lepa, gospod Matos. Jaz bom kar gospoda Bartagela kar spodbudil z nadaljevanjem tega vprašanja, ki si je že ti zastavil. Ta podjetniški izziv je verjetno nekaj, kar vas vsakič nagne k eni bolj radikalni odločitvi, ko je treba nekaj spremeniti, nekaj novega narediti in temu potem biti neko določeno obdobje zvest. Pa me zanima, kako vi doživljate ta podjetniški izziv, oziroma kako ste ga doživljali. Vi ste nekajkrat svojo podjetniško gospodarsko pot preokrenil. Kako ste doživljali, ko se je začel pripravljati to, da boste mogli nekaj spremeniti, in pa tudi kako ste potem vse to spremenili, ker se mi zdi, da ta izkušnja je danes za vse lahko dragocena, ker smo vsi nekako čutimo neko potrebo nekih sprememb, ali na osebnem, poslovnem, kariernem nivoju, ali pa mogoče širše. In kako se soočiti s to spremembo je po mojem en najboljših nauk, ali pa je zelo koristno zvedeti od nekoga, ki je to praktično nekajkrat zelo uspešno izpeljal. Ja, kar zanimivo iztočenco ste dali, ampak da bi lažje razumeli to početje, mora človek pogledati v svojo mladost, kako se je pravzaprav moja mladost odvijala, kako sem odraščal in kje so bili neki prelomni trenutki, da je moje početje drugačno kot večine podjetnikov. Jaz sem pač danes nekako zaprisežen športnik, tako da brez tega verjetno ne bi črpal nobene notranje moči. Poskušam čim boljše skrbeti za svoje telo in duha, sicer v tej norišnici zelo težko preživiš. Šport me je pravzaprav zmeraj naučil tudi zelo veliko samodiscipline, odrekanja, truda in pa trenerji so mi zmeraj dajali neko, bom rekel, neka pravila so mi postavljali, katera sem mogel spoštovati. Ne moreš do vrhunskih rezultatov priti, če nisi stvari absolutno predan.
To pomeni, da kot dijak, pač tudi če sem imel status športnika, sem mogel iti na trening, nisem mogel iti nekam drugam. Če so bile vaje težke, bilo treba vaje vse opraviti. In vse si delal zato, da boš nekoč prišel do nekega rezultata. Ta rezultat v tistih časih je bil zelo, zelo športen rezultat. Takrat si samo od telesa bil odvisen, od trenerjev in takrat daleč od tega, da bi mi kakršnokoli poživilo dali v svoje telo, da bi nas delalo močnejšega, uspešnega. Vendar tudi po rezultatih, to so vse, kar se je meni dogajalo, se v mladinski konkurenci dogajalo, se je zato, da boš nekam prišel, da boš nekaj vrhunskega dosegel, nekaj, kar mogoče ni še nihče. In namenoma nisem takoj povedal, kater šport pravzaprav je to bil, ker če bi takoj povedal, bi se malo nasmehnili, zato ker jaz še danes zelo rad igram košarko, ampak bil sem enostavno premehten, še zmeraj sem mehten za ta šport. In potem, ker nisem vedel, kaj bi delal, sem tam očeta hodil dostikrat na balinišče gledati, kako on to balina. In to takrat pravzaprav ni bil nek šport. To je bil šport starejših ljudi, neko druženje, dokler niso takrat naredili nekega kluba in so nas 10 let stare otroke pelali takrat še ven iz te juge v eno italijansko šolo modernega balinanja. No, in jaz sem se takrat malo verjetno pokazal, da nekaj bi mi to šlo. In so me takoj že v tistih časih, kot je socializem to znal narediti, nekako segmentirali v to, da bi se pa splačalo z njim delati. Tako da že v osnovni šoli ni bilo čisto normalno to šolanje, ker je bilo vse zelo ciljno in jaz sem pač temu verjel, da bom tudi nekako uspel, čeprav je bilo zelo smešno. Veste, takrat tako mlad fantič pa neko balinjenje se iti med upokojenci, med starejšimi ljudmi, je bilo smešno. Ampak s prehodom, rekel, iz pionirske v kadetsko reprezentanco je bilo pa zadeva že zelo resna, ker smo takrat na nivoju Jugoslavije prvič prišli med 4 reprezentance sveta in še nikoli se ni zgodilo, da bi katerakoli reprezentanca stala med Francijo in Italijo. Ali so bili eni prvi, pa drugi, to je bilo to. No, takrat je bil naš cilj zelo jasen, ker sem postal tudi kapetan reprezentance, da če hočemo nekaj doseči, ni to, da smo tretji smo že bili, ali bomo enkrat bili tudi drugi. No, in to je bil tak cilj, ki se ga spomnim, ker sem rekel, kaj se bo pa takrat zgodilo, ko bom to dosegel. No, to se je zgodilo v Nici, v Franciji, bili smo takrat drugi in takrat se je pravzaprav moja športna kariera končala. Končala zaradi tega, ker ko sem trenerju rekel, da zdaj pa takrat je bila še vojska, to je zelo pomemben element, in če nisi bil vpisan na univerzo, si šel 15 mesecev v vojsko, če pa si bil vpisan, si šel pa 12 mesecev. In jaz se nisem vpisal, ker sem šel za 15 mesecev. In pol vmes, ker tudi v vojski sem pač delal, kar sem hotel s tem, sem tiste 3 mesece se pa meni vendarle ni dalo še biti več kot vsi ostali, ker vsi so mi govorili, ta se tja vpisal, ta tja. Moš tudi nekaj imeti v glavi, da se kam vpišeš, ja. In pol so me le prepričali, da bi najdel še eno drugo zanimanje poleg športa. Takrat sem se izkosil, kaj je, sveta sem nekaj videl, grozno me je zmeraj zanimalo nekaj tujega, nekaj neznanega in sem takrat vpisal geografijo in etnologijo, pač sem čisti družboslovec po izobrazbi. In ko sem se vpisal, ker sem se vrnil nazaj v Ljubljano, mi je trener rekel, no tako zdaj boš pa ti študiral, zato ker status športnika res ni treba več, da imaš in ti boš živel od tega. Jaz se ne moram povedati tega razočaranja, ko moraš eno stvar zapustiti, ker si dal celo življenje. On me je takrat stresno, da v življenju je marsikaj in da v življenju moraš stvari se jim tudi odpovedati, če jih imaš še tako rad, če z novim dejanjem
počneš nekaj večjega. No, potem sem diplomiral iz regionalnega planiranja in etnologije, ampak jaz nisem šel na urbanistični inštitut, ker sem bil moralno-politično oporečen. Dokaj takrat so na inštituta šli tako samo tisti, ki so bili člani Zveze komunistov. Jaz se nisem niti hotel tako ideološko opredeliti, čeprav so mi to globoko svetovali v 3. letniku in potem sem šel učiti. In sem učil 1 leto pa pol na srednji gozdarski šoli in potem je prišel tisti avgust, ko se 1. septembra šola začne, ko sem dal jaz 15. avgusta odpoved. Enostavno čisto na suho, ko sem rekel, da verjetno pa prosveta zame ne bo. Ni bila zaradi tega, zato ker se ni cenilo vzgojno-izobraževalnega dela. Cenilo se ga ni pa zaradi tega, ker je bila prosveta samo to, koliko ima kdo plače, in v zbornici so se sam pogovarjali, ali je 400 mark plače dovolj plačano delo za profesore, ali ni dovolj, nihče ni pa govoril o dijakih. To je mene takrat najbolj prizadelo, zato ker so govorili za zaprtimi vrati o mulcih. Jaz sem bil pa toliko mlad, da sem bil malo starejši od tistih mulcev tam, ki sem jih učil, in sem rekel, da to se mi ne zdi najbolj prav, ker to bodo ljudje, ki bodo odrasli in bodo pač te družbe. No, so rekli, da sej ne se nič nasekiram in sramujem teh svojih misli, da vsak to govori 2 leti in po 2 letih pa tako postane del tiste zbornice in te zledišče nekako grejo. Zato sem po letu pa pol tudi dal odpoved, ker nisem hotel 2 leti dočakati. Bila je ena sreča sicer takrat, da je zakon o gospodarskih družbah nastal leta 1989 in je bilo podjetje Batagel ustanovljeno kot 64. podjetje v Sloveniji, tako da je to že ena blagovna znamka. Ne? Ja. Zdaj, kaj pa je bilo to podjetništvo? To je bila ena čista naivnost. To se takrat noben ni imel sploh pojma, zakaj se to gre. Meni so rekli, da moram imeti neko računovodstvo, neke knjige moram voditi. Nisem vedel niti, kaj to pomeni, kupiti, prodati. Takrat pač nekaj začneš delati, ogromno energije je bilo v tistih časih, želje, da bi nekaj uspel, vedel si, da ta kapitalizem ti to omogoča. To je bil en čisto drugi čas. Tudi pripravljenost, to žrtvovanje, da boš nekaj naredil, je bilo zelo veliko. Vse takrat nisi imel ne plače, ne ur nisi štel, nič nisi delal, enostavno delal si. Vse kaj pa sem delal na začetku? Vse sem delal, kar se je dalo v tistem času delati. Predvsem sem pa zelo rad spoznal, da zelo rad prodajam. Ja, da je bilo to prodaja, ta odnos, ki ga ti s človekom, ko mu nekaj ponujaš, da je ta odnos lahko vendarle tudi zelo iskren. Če imaš ti en produkt, katerega verjameš, da on potrebuje, in če mu prodaš neko stvar s prepričanjem, da jo on resnično potrebuje, da mu olajša življenje, da ni to nek ekonomski odnos s tistim. To je bilo zmeraj vodilo moje prodaje, da zadovoljujem potrebe ljudi. Ali potrebo ustvarjam, ampak zadovoljevati potrebe, to je recimo čudežna, bom rekel, formula uspehe v prodaji. Če ti nekdo prodaja zaradi denarja, potem mu rečem, da naj to prodajo pusti. Ti moraš prodajati zaradi odnosa, ki ga vzpostavljaš v nekem kupoprodajnem odnosu. No in prodajaš dežnike na začetku, in prodajaš lonce, ne vem, kaj sem še prodajal, in vetrovke, vse sem prodajal, ampak potem sem pa enkrat slučajno, čisto slučajno, so tam Liv je bila tovarna sesalnikov v Postojni, so tam meni nekurantni sesalci ostali in če bi to jaz prodajal. Ja, no dobro, neka razlika se je kazala in takrat sem začel prodajati tiste sesalnike. Ja, zelo se izogibam besedi sesalci, ker to so
živali, sesalniki so pa predmeti. Ja. In ko so me začeli ljudje spraševati, da zakaj pa bi kupili to od mene, da kje bodo pa vrečke dobili čez 100 let, pa kako bo s servisom, pa kako bo to, so bila to tako težka vprašanja, da so sile k nekem kar takem razmišljanju, da res te vrečke, kaj pa če ne bodo delali, kam bodo ta sesalnik dali, ker so bili nekurantni, ker so šli res ven z proizvodnje. No in takrat sem začel razmišljati, da kako bi bilo dobro, če pa pravzaprav bi bil nek sesalnik z neko trajno vrečko, nekaj, kar bi bilo trajnega. In je ta, bom rekel, radoveden duh skozi nekaj brskov po načem, kakšen bi mogel biti ta sesalnik. In potem, ker sem precej hodil po sebi, sem vedel, da sesalniki imajo tudi druge oblike in takrat mi je začela neverjetno pomagati geografija. V geografiji je pravzaprav veljalo, da po nevihti je zmeren zrak čist, ker dež opere v zrače, prašni delci se vežejo na vodo in je vidljivost odlična, precej negativnega iona je v zraku, skratka po nevihti je naše počutje dobro, živali se umirijo. In takrat je tako ena taka nora ideja bila, kaj pa če bi mi ta zrak ali pa to, kar posesamo, v sesalniku pravi. Zrak, če operamo. In še bolj mi je bila v bistvu hecna ideja, da če bi pravzaprav zrakom prišli pod vodo, bo on mogel potovati skozi vodo in kaj če bi mi ustvarili obraten dež. Ker dež pada z vrha, mi ga bomo pa od spodaj ustvarjali. No, tako se je takrat začel rojevati vodni filter. Ampak jaz nikoli v življenju nisem hotel biti proizvajalec. Jaz sem rekel, vse proizvajalce je veliko, Italijanov, plastičarjev, kolikor Češke smo kot Primorci malo bolj vezani na tisti trg. Nismo iskali nekega proizvajalca, ampak to idejo nekomu povedati, ker je bilo tako enostavno, niti ni bilo. Zakaj tako, da boste rekli, a mi imamo eno idejo, pa bi vi to, pa nič ne povedati. Ja, on pa bi rekel, ja, kaj pa bi vi? Čakajte, dajte kaj podpisati, pa bom povedal, kaj bi mi. Ja, to ni šlo tako, da sem videl po dveh sedmih, da te pogovori ne bodo nič, da bo treba pač zbrati tega človeka, ga pogledati, ali ima iskren pogled v oči in z njim začeti to zgodbo. No, tako sem si izbral proizvajalca Džizova, tega starejšega gospoda, nažalost zdaj že pokojnega, ki se rekel, lejte, me so vaše oblike všeč, jaz imam eno super idejo, ki mislim, da bi funkcionirala, ma bi mogli probati, ja, in sem mu to razložil. On se je malo zamislil, ja, je rekel, kdo bo pa plačal razvoj? Jaz nisem rekel, da treba še kaj plačevati. To boste vi pač razbili in pa bom jaz prodajal. No, takrat sem začel spoznavati proizvodnjo, pravzaprav kako neke stvari začnejo nastajati, kaj je prototip, kako prototip razviješ in od tistega trenutka, ko je naša ideja približno nastala, do trenutka, ko je sesalnik pravilno funkcioniral, je bilo 7 let. 7 let. In če ne bi imeli ene neverjetne sreče, neverjetne, ta sesalnik nikoli vodni filter se ne bi rodil. Mi smo imeli neprestano problem, da je voda vlekla v sesalnik. Neprestano. Če smo luknje povečali, smo slabo prali, smo imeli slabe rezultate. In ko smo na koncu, jaz mislim, da sem takrat čisto vsa denar vlagal v ta razvoj, se ga ni bilo dosti. Oni so ga pa precej več, ker so bili proizvajalci, so ga tudi imeli. Ker smo že čisto obupali, smo imeli tako na mizi ta naš separator z lukncami pa to in ne vem, kako je padel nam po tleh in se je razbil spodnji del separatorja. In pol, ker to smo snemali, da veš, kaj se dogaja, in smo rekli enemu tehniku, da ne zamenja z drugim. Ja. In tisti tehnik je šel, pride nazaj, damo tisti separator mi noter in kar rekel, to je vse delalo. Tako kamera je snemala, mi gledamo počasne posnetke, gledamo je popolnoma suho. Zakaj pa to zdaj dela? Se ni bilo nič drugače kot prej, ker je bilo to. Pol mi gledamo ven, ali so iste lukavce, vse bilo isto. Veste, kaj on naredil? On je po nesreči narobe obrnil separator. S tem je pa postalo tam približno 2 mm, ena velika reža, da je v bistvu ta potlak zmanjšalo in smo začeli mi ustvarjati pravilen dež. S tem, da nismo
stopnje filtracije zmanjšali, pretočnost pa povečali. In to je bila sreča in to je vsa umetnost vodnega filtra. In od takrat naprej nismo imeli problemov in takrat smo začeli graditi blagovno znamko. Nismo bili lastniki patenta in še danes nismo, bili smo zgolj in smo samo lastniki patentnih pravic. To pomeni, da trg, ki smo si ga mi izbrali, smo na njemu lahko absolutno to delali in to smo delali zelo uspešno do leta 2002. Potem smo imeli pa en problem, da je bilo teh sesalnikov že toliko na trgu, da smo mogli vsega najprej vprašati, če ga že ima. To pravi, da je bila prodaja bolj slaba, ker se je pogovor začel, a že imate. Ja. Ker smo paleto pa razširili, nismo ostali samo na naši geji, imeli smo 43 različnih modelov, delali smo uspešno in zdaj se vračam k vašemu vprašanju, kaj se je pravzaprav takrat prvič zgodilo v mojem življenju po 10 letih. Materialne stvari me pretirano navdušujejo, zato tudi tisti denar, tisti kapital, ki smo akumulirali, nismo vedeli, kam ga bi začeli vlagati. Vloga je, takrat ga je bilo pa že nekaj, takrat bi pa le že kakšen sesalnik razvili. Ampak nisem pretirano verjel, da bi mi lahko temu konkurirali, zato ker sem opazil, da Kitajska nam dela zelo velike probleme. Jaz še danes, vsak sesalnik, ki ga boste od Bataljela kupili, nima ugrajene niti ene kitajske komponente. Zato sem jaz rekel, da ne bom probleme kupoval. Jaz prodajam robo, ne pa problem. Zato smo ugrajevali in še zmeraj ugrajujemo izključno evropsko komponento, stvari delujejo in to je tisto zaupanje, ki ga moraš ti do trga zgraditi, ker motor lahko kupaš ti za 43 evrov ali pa za 23. Razlika je samo tem ali kitajski ali pa evropski. In ta veš, da dela, ta ti dela že 8 let, tisti bo pa lahko delal. Ampak kdaj boš to videl po enem letu, ker boš imel 20 000 na trgu, pa 20 000 problemov rešilo, tega se jaz nisem šel. No in ker sem se zelo upiral tudi v proizvodnji, nisem nikoli pristal, oni so šli vgrajevati kitajske motorje, kitajske pumpe, tudi druge komponente, jaz nikoli. Takrat sem tudi nehal verjeti v razvoj sesalnikov, zato so nas začeli konkurirati izredno nizkocenovni sesalniki, ki so našo kopijo filtra v bistvu posneli, se ni bilo tako težko, zdaj ne nekaj drugače, so bili drugačni separatorji, slabe rezultate so dosegli, samo vse se je pa klicalo vodni filtr. Skupaj najbolj enostavni sesalnik so že rekli, saj je bila voda zdrava, to je vodni filtr. To je isto kot Battagela, veste, sem dosti bolj poceni. Pa so to pohvalili, ker je bilo dosti bolj poceni. No, tako smo se mi umikali, so mi pa Kitajci dali malo razmišljati v to, da čakaj, če so pa oni tako ekspanzivni, vse nas bodo enkrat pojedli. To pa nas bodo pojedli, sem pa začutil leta 96, ko sem bil na Kitajskem, ker sem prvi življenje rekel, da je to edini sistem, ki ga Kitajska lahko preneša, da sploh obvladuje to množico ljudi. In cene zemljišč so bile takrat, verjeli ali ne, po 1 marko, 2, 5 je bilo že razkošje. To je bila cena zemljišč takrat. In jaz sem se vprašal, pa kako je možno, da je 1 kvadraten meter zemlje 5 mark? Zato so danes ampak tako je bilo. Ja, 5 mark se rekel, pa dobro, 5 mark se, če krompir gor, bomo kopaval, bo teh 5 mark enkrat dalo. Pa 5 mark, se pravi, da tukaj ne bomo čisto nič zgrešili. Mi smo takrat nezavedajoč, kaj počnemo. Tako da ni bila zavestna odločitev. Ja, nisem bil tako pameten. Kupovali zemljišče, ker smo verjeli, da ta zemlja je podcenjena. Kaj bomo delali z njo, pa res nisem vedel. Zato, ker so sesalniki še zmeraj bili v polnem razmahu, ampak kupovali smo pa zemljišča, tako smo pokupili od Hota, hoteli od jame, gostinski del jame je šel v stečaj že leta 98 in smo v stečaju pokupili pravzaprav motele Proteus, restauracijo, predvsej tega, ker je bilo to enostavno tako poceni, kot sem vam povedal. Nismo nikoli vlagali na borzo, ker borza se je leta 2000 že razvijala.
Leto 2000 je zelo zanimivo, ker se je veliko govorilo o novi ekonomiji, če se spomnite. Takrat so bili neoliberalni ekonomisti, delo ni bilo pretirano cenjeno, gde so finančne transakcije v bistvu bistveno bolj donosne. Če se nisi v finančnih krogih pogovarjal v 3-mestni številki, si bil že mal neuk. Ne pozabite, da so takrat skladi slovenski imeli po 230-240% donose, da se je v bistvu ta kriza, ta balon sistematično napihoval veliko let, da so ljudi navadili na veliko. Mi smo pa kapital obračali recimo s 25-30% donosnostjo. To je fantastičen rezultat v gospodarskem smislu, v finančnem pa pravzaprav čisto nič posebnega. Tam nekih 30% delajo, pa ne delajo. S to zemljo je bilo pa potem tako, ker nisem špekulant, da bi zemljo kupil za 10, za 5, pa za 10 prodal, pa bilo to krasno, 100% donos, 3-mestna številka, se mi je prvi zgodilo, da kaj pa če bi mi pravzaprav delali tisto, kar sem jaz zmeraj govoril, da mesta kot regionalni geograf so dediščina socializma, socializem pa ni pravilno prostor urejal. Ker socializem pa so rekli, tle bo šla cesta, ne šla, vplivi okolja gor, vplivi okolja dol, tle bo soseska, noben se ni vprašal, zakaj, kakšno infrastrukturo bomo gradili. No, takrat je bila priložnost tej moteli Proteus v Postojni zaradi tega, zato ker so v suburbanem delu bili postavljeni, na poti do jame, ampak suburbani del je v neki analizi, ki sem delal, izkazoval 3 zelo pomembne dejavnike. Prvi je bil to, da je bilo to najbližje avtocesti. Sicer odcepa Postojne do mesta ni veliko, ampak najbližje. Drugi je bil, da je imel vso terciarno in kvartarno strukturo zelo blizu. Jaz govorim še o terciaru pa kvartaru, se pravi šolstvo, šola, vrtec je bilo to blizu, otroci bi šli lahko peš v šolo in pa v Planci je občina zadala, da tle bo pa zgradila te nore trgovske centre. Se pravi, da sama lokacija je bila v tem pogledu dobra in tretji dejavnik je bil, da je bilo to na meji ureditvenega območja, zatem je pa natura. Pravi, izhodišče je bilo odlično, da bi bila lahko to stanovanjska sosedska sorazmerno visoko kvaliteto bivanja. Jaz sem potem šel na občino, takrat sem vprašal, kaj lahko tle delamo, anarhija v prostoru je bila takrat zelo velika, ker nismo imeli tudi zakonodajno to urejeno, smo pa ravno v tistem času dobili zakon o urejanju prostora, kjer je predvideval tudi prvič javno-zasebno partnerstvo z urbanističnimi pogodbami. Da si ti zgradil komunalno infrastrukturo, jo po izgradnji izročil v last občini in s tem pa nisi plačal komunalnega prispevka za objekte, ki si jih zgradil. Pri tej soseski je bilo zelo zanimivo, da ker pač kot geograf moram imeti en odnos do prostora, smo šli v zelo nizko pozidavo. Mi imamo faktor pozidave 0,3. Jaz ne vem, ki je to tako nizek faktor, ki pravijo, da na 1 kvadratnem metru zemljišča, ki ga kupaš, moraš sezidati 1 kvadratni meter stanovanja. Mi smo sezidali 0,3 kvadratnega metra stanovanja. Se pravi, da že s tem se pove, da smo stopnjo zelenja ohranili zelo veliko. Takrat smo to sosesko začeli delati tako. Najprej 7 stanovanj, da smo se nekaj naučili, da smo na 7 naredili vse napake. Zdaj smo jih naredili 14. Smo naredili že malo ali manj napak, pa še zmeraj smo jih delali. Naslednja faza je bila 28. Zakaj so te številke tako pravilne? Zato, ker smo najprej adaptirali stare motele Proteus in je bilo 6 objektov. In zato je bilo v teh 6 objektih, ki je šlo za adaptacijo, za pravilne smo rekli, ne so zaleteti, niti ne vemo, kako bomo prodali, smo pa zelo dobro prodali prvih 7 stanovanj, drugih 14 in unih 28. Zdaj pa ostalo tam ena površina 3 hektare. Vmes smo ta občinski lokacijski načrt že zaključili, no in smo začeli to sosesko delati. Ker je šlo za veliko sosesko, skoraj z 200 stanovanji, je pač ta gradnja tudi trajala par let. In nikoli
nikoli ne bom pozabil leta septembra, ko smo vedeli, da bo končana. Takrat je celjski sejem, to vsi vemo, mi smo na celjski sejem ogromno hodili, smo maketo so vse skrinesli, bolj smo rekli, zdaj bomo pa mi začeli prodajati. In takrat je bil Lehman Brothers, ne bom pozabil, da je bil 5. september ali 6. Dobro, tam ena banka propadla, pa kaj, smo mi zdaj sekirali tle, so rekli, da to je povleklo samo eno nemško banko, menda za sabo, pa tam še kakšno banko da je, ampak prodaja ne boste verjeli, kot da bi odrezal z nožem. Enostavno je ni bilo več. In kaj se naredi? 200 stanovanj imaš, kaj naredi? Naša sreča je bila samo ena. Da nismo zgubili živcev, ker smo zmeraj gradili z lastnim kapitalom. Mene nikoli ni banka poklicala, kdaj bom vrnil obrok. Mi smo bili popolnoma sproščeni in smo v tisti sproščenosti iskali način, kaj pa zdaj pravzaprav narediti. No dobro, ja, še to moram povedati. 2008 je bilo hitro konc, potem se pa že 2009 začel. In nekako ta denar, mi smo imeli tam okrog 7 milijonov evrov, ta denar ni prihajal nazaj, dobro, lačni ne bi bili, ampak malo pa je bilo zaskrbljujoče, ker stanovanja bi se začela starati, ne bi imela več garancije, bančne garancije izvajalcev bi potekle. Smo rekli, mi moramo tle si izmisliti nek drug produkt. To prodaja, to ne gre. In takrat smo mi naredili nekaj, kar smo probali že v prvih objektih najem s kasnejšim odkupom. In je model neverjetno deloval, sam ni bil pa spiljen do konca. Pomenil pa to, da si ti v bistvu stanovanje vzel najem, ker je bilo stanovanje popolnoma novo, si ti plačal recimo 20% vrednosti, kar je pomenilo, da ti 3 leta ne plačuješ nobene najemnine, samo tekoče stroške. Od 3. do 5. leta se pa imaš ti možnost odločiti, ali ga boš odkupil, ali boš podaljšal najemno razmerje, ali boš šel pa ven. In ker smo videli, da v tistih prvih stanovanjih niti eden ni pravzaprav vrgel teh 20% stran, zakaj pa jih bi, smo pa rekli, vse mogoče bo pa to tukaj zelo dobro delovalo. In smo znanje iz marketinga takrat prenesli pravzaprav na nepremičninsko področje in verjetno ste takrat prvič zasledili reklamo na televiziji za stanovanjsko sosedstvo. S tistim našim mačorjem, dosti manj tega betona, selem se v naravo in smo v bistvu stanovanje približali s tistem, kar je na obrobju, na pol poti do morja, se pravi, smo ga kar dobro zreklamirali in smo teh 200 stanovanj mi prodali in vmes smo pa tudi malo študirali, ker smo to prodali, kaj bomo bolj naprej delali. Smo pa že v 3. obdobju, ne? No, potem, ker je bilo časa, res smo več, da ni bila neka živahna gospodarska aktivnost, ja, se imaš čas kaj tako pogovarjati z ljudmi in so me enkrat povabili na gospodarsko zbornico in so rekli, da kaj bomo pa naredili s to našo jamo, če bo Istrabenz, zdaj bo šel v Franže, kaj? Bomo kar pustili, da jo kdo kupi? A se rekel, jaz ne vem, to jama, to je bilo veste za nas Postojnčeve, to so nebesa bila. To je bila zlata jama, to je bilo vse nedotakljivo, to je bilo zmerno od nekih ljudi, od nekih lobijev, od nečesa, kar se pravzaprav ne dogaja v tem življenju, to teče tam mimo, mi pač opazujemo in dobro se rekel, boste naredili konzerv vzorci, boste kupili, bom kupil jaz kakšno delnico in bo. Najpolje ta Istrabenz postaja če dalje bolj navaren, če dalje več se je to govorilo. Krog gospodarstvenikov se je zmerno bolj zapiral, jaz sem bil zmerno na teh sestankih. Jaz sem rekel, no, zdaj vse lepo in prav, prišli smo tudi do že prvih nekih številk kupnine. Sem rekel, lete, ampak nekaj pri tem v meni naštima. Kakšna španovija bo zdaj to tle? 20 nas sedi, kdo je šef tega? Kakšen upravni odbor bomo imeli? A bomo mi delniška družba? A bo vsak zdaj svojo teto, svojega strica zaposlil? Kako bomo mi sploh organizirali pri temu? Ja, to ni problema, to se bomo vse pol zmenili. Jaz vem samo en pregovor, da v Španiji še pes crkne. Ja, in sem rekel, lete, to pomeni, da ne bo šlo.
Sem rekel, kakšen namen pravzaprav pa je tega, da mi kupamo jamo, a da boste vi lastniki, ali pravzaprav, da ta družbeni interes zaščitamo. No in so se vsi strinjali, da družbeni interes zaščitamo. No sem rekel, potem krasno, pa moramo pa delniško družbo narediti odprto, ker bodo pa lahko vsi delničari, vsi občani. To pa ne bomo spustili nobenega noter. Sem rekel, dajte, ma ne vem, če bo to šlo. Turizem je pač odveto prostor, tukaj bomo mi izrazito odvisni zmeraj pravzaprav tudi od politične odločitve, kaj se bo dogajalo. In bolj zagovarjam javno-zasebno partnerstvo in mimo tega ne morem iti, da če se bomo mi distancirali pravzaprav od javnega, potem bomo pluli v svojo skledo, potem ne bomo nikoli tukaj delovali v tem prostoru. Takrat smo šli mi pravzaprav gospodarstveniki na razen. Jaz sem do konca zagovarjal in to na koncu tudi naredil. Oni niso nikoli konzorcija naredili, sem rekel, lete, bomo pa dvoje kupovali. Jaz bom moj delež, najmanj kontrolni delež, najmanj 25,1 prodal javno. Nisem vedel, kako, komu bom prodal, ker ko je pa ta zgodba postala živa, je pa kar naenkrat postala ponudnik tudi občina Postojna. Tudi. Zato, ker oni so zagovarjali javni interes, niso imeli pa denarja, da bi celo jamo kupili. In ko so te najmanj pomembni ponudniki odpadali, mislim, da smo na koncu ostali, 15 je ostalo v ožjem izboru, je občina takrat naredila tudi konzultacijo z vsemi nami 5 in spraševala, kakšen model razvoja Postojnske jame zagovarjamo. Jaz sem povedal ta model, oni so tudi povedali kasneje, da je to za njih absolutno najbolj sprejemljiv model in če sem pripravljen podpisati zavezo, preden kupam, da bom to na koncu tudi naredil. Da se rekel, normalno se, to sem vam razlagal. In smo mi v bistvu napisali, oni so mogli pridobiti soglasje občinskega sveta, da v primeru, da jaz kupam, normalno, če bo kupnina za njih tudi primerna, da bom v istem trenutku prodal 25,1 in že takrat smo naredili delniški sporazum, da se ne bi podjetje izčrpavalo, da samo 20% dobička se lahko izplačuje v delnice, vse ostalo mora iti v razvoj. In to se je verjame zgodilo. Zato jama tudi funkcionira. Tako da jama ni bila načrtovana, jama je bila pač spet splet enih okoliščin. Res je pa, da se mi spleti dogajajo na 10 let. Ja. Če pa še odjavim, povem, zakaj sem se prej nasmehnil, ker ste rekli, da sem zaljubljen. Vsi Postojnčani smo na nek način zaljubljeni v Postojnsko jamo. Jaz pa imam eno tako zgodbico za intermeco, da ne bo preresno. Jaz sem bil grozno žalosten zaradi te jame, ker sem bil otrok. Zato, ker v jami so snemali tudi Vinetu jam. Ne čisto v Postojnski jami, ampak v Toški jami zraven. In to je bil takrat cel cirkus, jaz se ga ne spomnim, so me ga opisovali, ko so me ga tokrat opisali, se mi zdi, da se vse spomnim, pa se več ne spomnim. In to, da so cele trume hodile k jame, ko so prišli tej filmarji, Vinetuja smo vsi gledali. No in potem tam brat, ki me je pelil, tako majhna sem bil, pa črn, polno las sem imel in da so name kazali prav name. No in so mene zbrali, da bi me filmali v jami kot enega otroka. In seveda, brat ni vedel, kaj narediti, je tekel tam z jame čez celo Postojno, z mano gor do mame. In je mama rekla, nič ga ne bojo Američani filmali. In to nisem mogel pozabiti, kako nisem nastopil v Vinetu. Zato se je rekel, zdaj pa ne bomo tako jame več spustili. In ta jama v Postojni, to je najstarejša blagovna znamka Slovenije. To verjetno se vsi strinjamo. In verjetno edina gospodarska družba, ki ni nikoli propadla. Ja. Ker ni bila zlata jama samo zaradi tega, ker je toliko ljudi hranila. Zlata je bila pravzaprav tudi zaradi tega, ker ona te nikoli ne razočara. Jaz pri tej jami globoko verjamem, pa tudi če imate za malo čudnega, da ona je nek živ organizem, ki ve, kako dela z njo. Če boste kdaj tako malo slabe vole, pridite v Postojnsko jamo, 1 uro pa pol pete noter. Mobiteli vam tako ne bodo delali, boste imeli absoluten mir.
v jamah je zmeraj malo radona, radon zelo blagodejno deluje, če ga ti sprejemaš v take količine. In ko boste prišli ven, boste videli, da vas niti tisti meseci ne bodo nekako preveč vznemirili. Tako močna je ona tako redko razočara obiskovalca, da je bila moja edina skrb, ko sem prišel, pravzaprav, kdaj bomo mi vseh teh 193 let vrnili. Ker mi moramo vrniti. In hvala Bogu, da je STO tako močen poudarek dal trajnostnemu turizmu. Se pravi, da z rabo neke vrednote ne poslabšuješ njenega stanja. In to je ključno prijave. Ker mi bomo ena nepomembna sled te jame, lahko pa za njo veliko naredimo ali pa malo. In zato je pri tej jami tako lepo biti. Ta jama sploh je čisto vseeno, koliko je ona dobra ekonomska kategorija, ker ti z opazovanjem kaže na neko večnost, na stvari, ki so bolj pomembne kot naše življenje v tem trenutku. Jaz, ko grem po jami, pa povlečem po kapniku, pa vidim železove okside, se vprašam, kdaj jih ne bo več. In potem, kadar se tako sprašuješ, vidiš, da te tudi veliko ljudi razume, ko nekaj delaš. In ta speča lepotica, veste, je bila špeča, koliko smo kar prah, ker tam smo imeli nekje skozi, vse v njej se sploh ni več govorilo. V osnovni šoli pravzaprav je kar z učbenikov zginila. Kar so rekli, tam eno kraško obliko se pokaže. V prvem berilu smo včasih imeli z Majo v Postojnski jami zgodbico, ker so vsi otroci poznali. In ta njena mističnost je pravzaprav zanimiva zaradi tega, ker ona ti zmeraj nekaj govori, če ti njej prisluhneš. Tista tišina je zmeraj zelo zgovorna. Zakaj mi, ko so novinarji tako so radi hodili v jamo, vsi so se zunaj jame pogovarjali. Vsi so neko jami hoteli slišati, potem pa jaz povabil vse te novinarje pod enim pogojem, da vsi pridejo brez pisal, brez kamer, brez fotoaparatov, brez vsega in da jih bomo pelali v jamo. In smo naredili tem novinarjem, ker sem rekel, lejte, vi govorite o jami, me ne razumete. In smo jih mi pelali peš v jamo v alternativo v Tartarus. Tartarus je en najlepših delov jame, ka moraš iti peš, in ko prideš do konca, imaš en tak tolmun in tam zelo pogosto vidiš tudi človeške ribice v naravi. Tja to ni razsvetljena jama, gre svojo razsvetljavo, no in takrat, ko prideš do Tartarusa, narediš pač nek preizkus, rečeš vsakmo lučimo vsi ugasnemo, smo v popolni temi in takrat rečeš, da ne se vsak dvakrat obrne za 360 stopinj. In potem pustiš, da recimo 5 minut smo popolnoma tiho, nič ne govorimo. Ljudje ne vedo, da je 5 minut, mi vemo, ker imamo štoparco in tudi vemo, da je bilo to 5 minut. Ljudi potem, ko gremo ven s Tartarusa, ne takoj, ga ne vprašaš. Takrat je zelo zanimivo, da ko so vsi ljudje tiho, na začetku še nekaj slišiš, kot da govori naše telo, ampak potem čisto vse utihne. In takrat doživiš nek mir in pravim, zato tisti mir veliko tudi pove. Ko pa prideš ven, pa ljudi vprašaš, koliko časa smo bili pa takrat v temi, ma še eden je rekel več kot 2 minute. Ja. In ko si ti v jami 3 ure, pogledaš na uro, potem pa rečeš, pa kaj je to možno, mislil sem, da je 1 ura. Zelo brezčasna je. In zato je tudi tako slavna. Tako da jamo, verjemte mi, jo ni težko imeti. Ja. Je pa en problem, tako, ko te jame jaz tokrat govorim in ko sem me vprašali, da kaj se še želim, pa sem rekel leteti. Tako, ali s padalom, ali z avionom, pa to. Pa je žena tako rekla, ne, letel pa ne boš čist nikoli. Pa je rekel kolega, no, to je pa edina ženska, ki ima moža rajš pod zemljo, kot nad zemljo. Zelo zanimivo. Vidim, da čeprav ste študiral geografijo, pa marketing, imate pa v srcu nekje v deželi. Ja, se je marketing, veste kaj je marketing? Vsi mislijo, da je to neka grozna znanost, ampak sploh ni. Marketing je zmeraj način, kako hočeš ti prisluhniti
kupcu. Kupec si pravzaprav pove, kakšno potrebo ima. In zdaj, ali ti to potrebo njegovo rešuješ, ali pa mu prodajes, bom rekel, kos artikla, kos nečesa. Ko mene vprašajo, kaj prodajamo pri jami? Kaj pa vi prodajate? Ogled, kapnike, doživetje. Tako je, mi moramo neizbrisno doživetje prodati. Za doživetje pa moramo mi veliko tega narediti, ker to je tisto, kar on odnaša. Mi mu nič drugega ne moramo dati, kot nekaj, o čemer bo govoril, ko bo sliko pogledal, da se bo to spomnil. To je pa zelo pomembno, kako mi potem to doživetje interpretiramo. Ker bolj kot ti interpretiraš predmet, bolj globoko je človekovo doživljenje. In ko ljudi začne spraševati, kaj ste si najbolj zapomnili, kaj vam je bilo najbolj všeč, kaj vam ni bilo všeč, se ti oni vse povedo, kakšen marketing boš imel. Ja, potem pa nisem genij, če so mi govorili, da kaj bo pa z vrečkami, pa smo vodo naredili. Se so oni povedali, da nećejo imeti vreč, da bi imeli nekaj radi, kar malo stane, pa skozi prnoki. No, to pa je res skozi bila voda. Ja. In tukaj pri temu doživetju isto. Če bi mi pri jami razmišljali skozi to, da ona se nobenega ne razočara, bi verjetno delali največjo napako, ko bi pozabili na gosta. Ja, ker problem jama, seveda ima tudi probleme. Ko mi peljemo 600 ljudi noter, kako ne jaz vodim tako skupino, tleva se približno 50-60, skupine so pa, koliko sem grešil? Ne, dost, ne? Ne dost. No, tako. Skupine so pa pri nas 100 ljudi, pot je dolga 1 meter, zdaj mi pa povejte, kaj te zadnje sliši. In kako jaz ne njemu jamo interpretiram, če mu pa sploh nič ne sliši. In bolj v sezoni je nas 180, zato ker imamo ogromno študentov vodnikov, ki pridejo pač tja sezonsko služiti. Ampak kvaliteta interpretacije njihove je pa katastrofalna. In bolj vprašaš, on v povprečju, ko sem šel štopati, on v povprečju z gostom govori tisti, ki ga slišijo, se ga nič ne slišijo. 4 minute pa pol. V obisku, ki traja 1 uro pa pol. Kaj pa on sploh ve? On samo ve, da nekaj raste gor, pa nekaj spodaj, pa da meni je to narava naredila. Ne tako, kot je en otrok, ki sem hodil z njim, pa je bil tako srečen, pa gledal, tak je bil malo ven. Pa sem ga videl, da je učen mož. Pa pocuka mamo, pravi, kaj je tako, je bila prav malo sitna, to je kar naprej rekel. Mama, pa koliko časa so to delali? Tako da to je sprava in potem smo ravno pri temu gostu razložili, v čem je ti zadnji gost razmišljati drugačen od prvega, ki sliši. Mi smo 1 leto delali pravzaprav na enih vrhunskih audiovodnikih, ki jih bomo dali zdaj ven maja. Mislim, da smo edina evropska destinacija, nisem še zasledil niti ene, ki bo v 14 jezikih bil gost voden. Ker mi smo vodili v slovenščini, italijanščini, nemščini, angleščini in poleti v francoščini in španščini. Zdaj pa, če sam pomislimo, kaj en hrvaški srednješolc razume slovensko? Kaj en srbski? Kaj razume Mađar? Kaj razume Čeh? In potem so vsi hodili v angleške skupine, pa noben ni znal nič angleško. Seveda, da so prišli ven in je v redu, je fina, je lepa. Kaj pa, če bi on šele razumel, kako je ona nastala? Kaj, če bi mu vse figurice, ko smo jih mi razlagali, pa jih ni videl, kje so te figurice razumel? No in potem, zdaj, ko je šlo to testno obdobje mimo, je pravzaprav videti, kako je stopnja doživljanja ljudi bistveno večja. Ja, ker stvar cenaš toliko, kolikor v njej veš. Če mi začnemo 193 let njegove zgodovine razlagati, ko mi začnemo razlagati, da smo imeli elektriko prej mi kot v Londonu, potem smo pa že pomembni, da s Francem Jožefom železnica je prišla železnica tudi v Postojnsko jamo, da v tistem času je Franc Jožef bil 2-krat v Postojnski jami. Ko je imel audience v 4 zjutraj jih je začel, pa jih imel do 12, ki je po 4 ure spal, pa si v svojem življenju privoščil pride 2-krat v Postojnsko jamo. Tega ne smemo nikoli pozabiti. Ja. Recimo, kaj se nam dogaja? Mi ne vemo, kakšen bo jutrišnji dan pri jami. Kako včeraj nisem vedel, sem šel pač lepo v službo,
in sem zvedel ob 9. uri, da bo tajska princesa pri nas, ki prihaja v privatnem obisku, inkognito, ampak da hoče pa protokolarni sprejem. Potem si s tajsko princeso do takrat in ji daš zlato knjigo podpisal in ji poveš, da je 45. princesa in te pogleda, kako je pa to možno, da je 45. princesa. Potem pa poveš, da te princese k nam hodajo že 193 let. No, potem je tudi ona dosti bolj cenda. Tudi zelo zanimivo je bilo, kako je ta tajska princesa prišla k nam. Tajci imajo zelo lepe jame, imajo podvodne jame, take in drugačne, ampak slava te Postojnske jame, verjemite mi, je bistveno večja nekje kot Slovenija. Za Italijo, zakaj so Italijani imeli tako velike apetite? Meja vemo, da je šla čez planino pa mimo Idrije, to je bila nekoč Italija. To, da je Milanska skala igrala pa Maskani v jami, je samo en droben utrinek tega, kaj se v njej dogajali. Ampak oni še danes govorijo, da je to grote di Postumje. Oni ne bodo nikoli spregovorili, da je to Postojnska jama. To je njihova grota. In ko sem šel, hotel sem si ogledati eno jamo pri Napoliju, Grota dell'Angelo, in sem šel dol, ampak čistko se nismo niti najavili, razen, ker smo prišli tja dol, smo rekli, če bi lahko imeli posebnega vodnika, pa to, ker jaz nisem vedel, da smo tako pomembni v tej Postojnsko jamo. Je bilo pa čudno, vidim v njihovi sprejemnici Mezzogiorno d'Italia, Grotte di Postumja. Pa gledam si, kaj pa zdaj pa Napoliju dela ta Grotte di Postumja? Ja. Ja, potem nas en starejši gospod vodi in jaz tega vprašam, da kaj je tisto tam. Ja, pravi, a veste, zakaj sem jaz postal vodnik? Zdaj me tako mičkan. In ko sem bil jaz v Postojnski jami, ko sem jaz tisto videl, sem rekel, jaz bom vodnik. Je bil danes mogoče 65-70 let star in je bil vodnik. In dobesedno so to jamo imenovali Postojnska jama na jugu Italije. Ja. Tako močno percepcijo imajo, recimo tudi jama Prasasi, oni imajo nekaj lepih jam. Ampak jama Postojnska postavlja standard speleologije. Naš inštitut za raziskovanje krasa je biser, ki se ga ne zaveda. Mi smo karst pokrajinske oblike doline prinesli v svetovno lingvistiko, pa pozabamo to povedati. Učen smo Slovenci tako močni, pol nam pa Evropa vsiljuje razne RDO-je, pa enoten kras razrežemo na obalno kraško, na notranjo kraško, na zeleni kras, pa jaz se sploh ne vem, koliko krasa več imamo v tej Sloveniji. Ali imamo enega, mati krasa, vse ostalo je pa dinarski kras, ali bomo ga pa tako razrezali, pa bo človeška ribica postala dinarska prebivalka, ker so jo Hrvatje že, upam, da še ne dokončno, registrirali kot svojo prebivalko. Pa z naše jame so jo prenesli, v Tolarju so jo razmnoževali, pa je šla po celemu svetu. Zdaj pa Slovenci smo pa tako pametni, da imamo pa črno človeško ribico, pa zakon o jetništvu živali, pa jo mi tam, s katero človeška, ki je šla po celemu svetu, pa ne moramo imeti človeške ribice, ker imamo v Vivari s preko 100 živalskimi vrstami, ne moramo pa pokazati še ene živalske vrste. Taki smo pa mi. Če imaš še problem? Mi imamo zakon o ujetništvu živali, ki govori, da iz naravnega okolja ti živali nikoli ne smeš odstraniti. Da v naravnem okolju ti žival ne smeš prestaviti. To pomeni, da ko vipava je v visokem vodostaju in naplavi ribice ven, jih moraš ti pustiti, da tam crknejo. Ti jo ne smeš prijeti in nesti nazaj v jamo. Ampak vse v praksi te naši biologi reče, pa ne nas zaprejo, grejo pobret, pa jih nesejo nazaj v jamo. Ampak taki smo in črna človeška ribica, je mi ne smemo kot primerek pokazati, recimo, da ima Slovenija in črno in to človeško ribico, mi bi jo kazali 500 milijona ljudem, vse na koncu bomo pa ugotovili, da jo nekje v bistvu že razmnožujejo. Ja, zato, ker jo nekdo ukrade in bodo rekli, saj nima samo Bela krajina črne človeške ribice, se jo imamo tudi mi. Ampak mi še nismo slišali, da bi bila kjerkoli drugje.
So pa anekdote ali pa pol resnice, da črna človeška ribica pa je bila že videna v Postojni. Ker visoki vodostaji, recimo včasih naplavejo morske in tudi človeške ribice. Tako da, so te jame, bolj kaj drugega, ima še vprašanje. Bom še eno vprašanje dal, potem mi pa še drugim udeležencem tega srečanja dal besedo. Vsi pričakujemo veliko od delovnih mest, novih delovnih mest in turizem ali pa hospitality industrija, reče Angliji, ne vem kako se pa nas temu reče, je eno področje, kjer je razmeroma možno veliko delovnih mest ustvariti, to je storitvena industrija, ni potrebno res nekih izjemnih vlaganj v znanje in tako naprej, nekaj je seveda potrebno. Kje vi vidite, a je tukaj še kakšna priložnost za Slovenijo, ko zdaj ste pač v tem področju, kaj bi bilo treba narediti, da bi res tukaj vse potenciale izkoristili. Zdaj pač imate tudi hotel, objavni, cel kup te dejavnosti, investirali ste v nepremičnine, imate s prostorom se ukvarjate, ker en problemov je verjetno, da za vse, ki ne bi investirali v turizmu, prostorski pogoji niso čisto jasni pa transparentni in jih to odvrača. Ja, bom šel kar po vrsti najprej, od kakšna je to priložnost za zaposlovanje, zelo velika. Ampak na tak način, kot imamo v tem trenutku delovsko pravno zakonodajo, nikakršna. Jaz zelo rad praktične primere povem, da vsi razumejo, o čem govorim. Mi v povprečju je nas zaposlenih 128. V zimskem času nas je dejansko zaposlenih 115, v poletnem času 180. Včasih, ko je imela jama 800 zaposlenih, ni bilo čisto nič drugače. Ampak veljal je zelo lep red v okolju. Gospe, fantje, možje so prišli z začetkom sezone dela, konec sezone so ponudili dopust, so bili 9 mesecev v službi, 3 mesece so bili doma, ker je zadeva funkcionirala in tako so cele generacije šle v penzijo. Kako je pa danes? Danes je edina delovna sila v turizmu taka, malo bolj fleksibilna, lahko študent. Dijak pri nas niti ne, ker v jamo dijakov mi ne smemo voziti. To so še mladi ljudje, malo manj odgovorni, vsako leto moraš nove učiti in niso najkvalitetnejša delovna sila. S podjemnimi pogodbami mi ne moramo teh starejših rešiti, ker ne pridemo pač nikamor, vsak išče nekaj drugega, ali pa reče, ne bom šel zdaj za 9 mesecev delati. Ja. In dokler bomo imeli tako nerodno zakonodajo, da pravzaprav v sezonskem času ne ponudimo delo, ker ga imamo, da pa potem v zimskem času, ko imaš, ne vem, 50 gostov, dan so v Postojnski jami, ja pa ne moreš ti to breme nositi potem celo leto. In potem se dobesedno bojiš zaposlovati, zato da ti to ne bo postalo breme. V turizmu si vemo, da poleti moraš delati. Kaj češ drugega, kad delati, ko imaš 4-5 tisoč gostov, ko ob 9 začnejo hoditi, ob 8 pridejo zadnji ven, moraš pospraviti in zjutraj moraš iti v službo. Pa tisti, ki malo zračuna, hitro ugotovi, da to, kar se jaz zdaj rekel, da vmes ni 12 ur časa. Ker ima pravico do počitka 12 ur. Ampak to ljudje so čisto pripravljeni, da tako delajo. Se pa novembra je pa skozi doma. Se če komu napaše, pa da bo rekel, da ne bo to delal, v redu bomo rekli, pač ni treba delati, boš prišel ti za 10. In turizem pa res ne more tako funkcionirati. Ja. No in jaz nisem niti vedel, mi smo imeli inšpekcijo lani in so nam ugotovili, da 4 so pa tako kršili zakonodajo, da smo imeli menda eno opcijo, in seveda opcija je bila do 2 kadra primanjkuje in kaj če 4 gosti so pa pred vrati. 4500 € je plačena firma kazni in je 450.
Zato, ker je imel 12-urnega počitka, s katerim se je sam popolnoma strinjal, ker je rekel, bom zdaj oddelal, potem bom bil pa 2 dni doma, kar je bilo čisto v redu. Se pravi, ni bilo notranjega konflikta. Ampak in mi, ker smo urejena družba, je samo izpis naredil delovnega časa in gledal, kaj je narobe, kljuko in narobe. Ja, v turizmu mi tako ne moramo zaposlovati. Ja, in tudi zelo težko boš tako zaposloval, ker res narediš več ur v poletnem času, ampak vse tako je, se takrat so gostje. Za vašo primerjavo 110 tisoč gostov imaš avgusta in februarja jih imaš pa 7 tisoč. Ja, mislim, da sem zdaj čisto vse povedal. Ja. In januarja jih imaš 11 tisoč in marca jih imaš 15 tisoč in potem aprila se tam dvigne nekje na 25, potem se pa ta Gaussova krivulja zelo hitro dvigne, potem zelo hitro spusti. To je turizem. Ma če ne bomo imeli fleksibilne zakonodaje, kam bomo pa potem z njo prišli? Potem nas bo vse strah. Mene ni strah zaposliti. Mene je strah, da bom mogel jutri odpustiti. In kaj ne stalno zaposlujem, da bom odpuščal. Stalno, to so postali sami papirji. Pa pazite, Postojna je turističen kraj, kot govorim, 193 let, to je pri nas zakorenjeno, da se ve, kdaj se dela. Ja, se vemo, kdaj so gostje. Pač včasih smo imeli še Kalič, zimsko športno središče, ki ga je Jana naredila, ravno zaradi tega, da je premostila pravzaprav to dno Gaussove krivulje, da bi popravljala. In če ne bomo mi te zakonodaje prilagodili potrebi po delu, potem ne zaposluješ tudi takrat, ko rabiš ljudi. To je pa največja napaka. In potem tudi te ljudi, ki imaš zaposlene, v nekem trenutku nehote lahko preobremenjuješ. Meni bi bilo bistveno lepše, mi smo potem zračunali, sem rekel, v tej sezoni, da bo prosim, jaz ne morem nobene kazni več plačal, so prišli k meni, direktor, mi rabimo 12 ljudi več. Jaz sem rekel, pa jih najte, je rekel, kje pa? Kje pa? Kje boš ti kuharja dobil? Recimo tak malo bolj zahteven, šefa strežbe. Ja, pa so rekli, mi moramo tako delimo, ne sem rekel, ne morate tako deliti. Ja, kaj pa bomo delili? Kaj ne zapremo, kaj ne odpremo ob 10 jamo, da bomo 12 ur doma. Tukaj je en problem, ne vem, to je težko, je pa velik potencial. Glejte, to je tudi tisti čas, ko študenti vsi smo v našem kraju enkrat delali v tej jami, vsak se je tam našel. Jama je zelo siguren delodajalec, ker vse, kar naroči, tudi plača, ker je visoko likvidna, ker turizem je likviden. Tukaj ni nekih, bom rekel, vse, kaj Slovenija je imela eno turistično zgodbo, jaz nisem nobene slišal, da bi bila taka. Pustimo zdaj Istra, Benz, tam je bilo drugo. Ampak turizem bi lahko to preživljal. Iz turizma praviloma potem ljudje, ki spoznajo gosta, ali odpirajo nek svoj kmečki turizem. Zame, da boste to prispodobo razumeli, je najlepše povedal direktor Term Olimia v Podčetrtku, ker sem ga vprašal, ti pa kako lepo, kako se je pa to zdaj vse tle razvilo po hribi, le koliko je teh kmečkih turizmov pa to. Ja, je rekel, se je razvilo, fino, ne? Pa sem rekel, seveda, da je fino. Pa sem rekel, kaj pa je njih gnalo naprej? Je rekel, fušija. Če me upaj, potem me če ulmed in bo so vsi nekaj za to delali. In to ni bilo tako slabo. Kar se smešno sliši, ampak to je bilo legonilo, da so poskušali in nihče mi ne bo rekel, da Podčetrtek ni lepo urejen, da nima urejenje kostil, da nima, bom rekel, wellnessov, pa vendar v nekem sožitju živijo vsi. Tudi na sejmu je zelo enotno, pač so pošljivi, ampak vsi z iste sklede jedo. Ja. In če ti tega v turizmu pravzaprav malo te zavisti ne razviješ, iz tega gosta ne bo nič. Ja. In trdim, da če bi mi te ljudi naučili, normalno nekdo, če se bo počutil bolj sposoben, ne gre ven. Konec koncev, da boste lažje razumeli Postojnsko jamo, ampak Postojnska jama s svojimi znamenitostmi pred Jamskim gradom, Proteusovo jamo, Vivarjem, ustvarja 30% vsega turističnega obiska v Sloveniji. Mi govorimo o 720 tisoč gostov. Recimo za primerjavo, Ljubljanski grad ima 200 tisoč, Blejski grad okrog 200 tisoč, živalski vrt, ki ima sezonsko karto, pa šteje vsakega obiskovalca, ki gre noter 250 tisoč. Tukaj se kaže njena moč
Mogoče njena moč se kaže v tem, da je imela lani Slovenija 38.000 prenočitev japonskih gostov, prenočitev, na kateri so bili tudi po 2 dni, ima pa 42.000 Japoncev. Se pravi, kako je močen ta tranzit skozi Slovenijo in mi smo stalno vpeti v neke turistične tokove. Mi se zdaj zelo intenzivno povezujemo s Plitvicami. Ja, tvoj tihi svet je lep.